V pripravah na te lokalne volitve sem malo brala občinski proračun in ugotavljam, za leto 2010 namenila občina Trbovlje 400 evrov za ekološke zadeve, plačali so neko pristojbino za vrtce, ker imamo mandat 2 ekovrtca. To je bil prispevek občine Trbovlje. Strinjam se, da je treba vzgajati mladino, začeti je treba zgodaj in si želim, da bi vsi naši vrtci, vse naše osnovne in srednje šole imele programe ekološkega osveščanja, da ne bo več divjih odlagališč in ta akcija, ki smo imeli v tem letu, a ne Očistimo Slovenijo oziroma svet, da pravzaprav bi mogla biti to stalna akcija, neprestana. Seveda smo vsi odgovorni, da ne bomo imeli divjih odlagališč, občina pa seveda je pristojna, da naredi takšne akcije in mislim, da se že pripravlja preko gasilskega društva ponovno zbirajo prijave, a ne, tistih zainteresiranih, ki bi v ponovni akciji želeli sodelovati. Tako da to zelo podpiram, se pravi, treba je delati s posameznikom, treba je vzgajati ljudi, treba je poskrbeti, da občina ne bo zasrana, zasvinana in treba je poskrbeti, a ne, da bomo imeli res tudi na nivoju, vi ste glede odlagališča, ampak jaz bi še enkrat izpostavila ta monitoring, ki ga moramo vzpostaviti v teh zasavskih občinah, da bomo vsakih vedeli, v kakšnem okolju živimo. Ampak tudi vsak od nas mora pogledati, ali ločuje odpadke, ali res odlaga, a ne tam, kjer je za to primerno. Torej, vsi lahko prispevamo, vsak posameznik, vsaka skupnost in tudi občina kot, bom rekla, odgovorna v tej dolini. Hvala, gospod Kita. Vsi, ki smo bili letos na tej akciji, smo bili v bistvu na nek način presenečeni, kje sploh so vsa ta odlagališča. Jaz konkretno pa sem pogosto tam hodil, nisem niti vedel, da sem potem takrat čistil tiste svečke na pokopališču. To je, rekel, sicer bila enkratna akcija z vso podporo in sem zelo vesel, da se je to zgodil. Mislim, da tisto, kar je bistvo za to akcijo, je rešitev dolgoročna z vzgajanjem mladih in mislim, da gre v pravo smer vse skupaj. Tisto, kar pa je konkretno in stvar občine, pa je to, da bi komunala poleg svojih dejavnosti našla prostor tudi kot nosilka in kot odgovorna za čistočo, da bi lahko si zadala v svoj cilj neko število odlagališč, črnih odlagališč, ki jih zbriše svojega dnevnega reda. Bi pa pri tem dodal še ena stvar, ki me moti, že prej na začetku sem omenil vodo. Ti divja odlagališča so absolutno problem. Mislim pa, da je tudi problem Trbovljščica, ker s tem se dejansko nihče ne ukvarja. Ali sem pa jaz, ne vem, ali pa jaz vedno manjkam, ko se nekdo s tem ukvarja. Ampak vsakič vidim pač to naš potok v takšnem stanju, zdaj tisti, ki imamo potok, nam teče, ga pač čistimo, tistih vsak na svojih 10-15 metrov, ki ga očisti, ampak tudi tukaj bom, glede na to, da sem v prostem času tudi ribolovec, imam simpatije do rib, skušal najti neko možnost, da se bo gledalo in našla neka sredstva, oziroma bolj kot sredstva, ker sredstvo ne bo sponzorja, ki bo pomagal naši Trbovljščici, da bo lepša. Hvala lepa. No, vsekakor, če govorimo o ekologiji in osveščenosti, potem je treba začeti pri najmlajših. In tukaj župan, kot bom rekla, tista avtoriteta v mestu ima pomembno funkcijo, da sodeluje z vrtci, sodeluje s šolami na osveščanju, na raznih preventivnih akcijah. Kar se tiče divjih odlagališč, ogromno jih je. Predvsem problematično je to, da so na teh odlagališčih tudi nevarni odpadki. Jaz sem pred dnevi znova, bom rekla, zazrla se v trboveljsko sramoto na opekarni oziroma pod toplarno. A se sploh zavedamo, da je celotna streha, ki razpada iz azbestna kritika, pa ni edina v Trbovljah. Pa se nihče danes ne vpraša, kako se bo ta stvar zamenjala in kam bodo romali odpadki, azbestni odpadki. Ker je odvoz teh odpadkov zelo drag. Dogaja se tudi v Trbovljah, da se na, bom rekla, neprofesionalen način, mimo zakona, mečejo na divja odlagališča.
Najlepša hvala, zdaj preden zaključimo, še morda zaključna replika in zaključna misel, tako strani Ekokroga kot civilne iniciative. Jaz bi v bistvu upam, da smo na tej okrogli mizi nekako uspeli vsaj v grobe posvetliti problem sežiganja nevarnih odpadkov na Farcementu. Rad bi podaril, da se nismo nikoli in ne bomo borili proti delovnim mestom v Lafaršu, ampak se bomo pa odkrito z vsemi močmi borili proti sežiganju odpadkov in nevarnih odpadkov v Zasavju, ker smo trdno prepričani, da v ta okolje to ne paše. In bi se na koncu samo zahvalil vsem županskim kandidatom, da so se odzvali povabilu. Zahvalil bi se publiki, medijem, moderatorju, gospodu Primožu Siterju in vsem aktivistom Ekokroga in civilne pobude, ki so pomagali organizirati to okroglo mizo. Županskim kandidatom v bistvu bi zaželel uspešno nadaljevanje kampanje in da zberejo dosti moči, ker verjamem, da je naporno in da si že kar kaj želijo konca, da se malo predihajo pa ne spijo in predvsem želim tistemu, ki bo izbran v Trbovljah za novega župana oziroma županjo, da se uspešno sooči s tem problemom. Upam, da bo zbral dovolj poguma, znanja, da svojim volilcem omogoči življenje v prijaznem in pa zdravem okolju. Upam na sodelovanje z civilno družbo, ki do zdaj, jaz mislim, da je bil veliko manj od tega. Predvsem pa zaželim tudi vsem volilcem, ker predvsem jaz mislim, da tukaj je pa prvi korak je pa na volilcih, da si upajo narediti nek miselni preskok na volitvah in se enkrat odločijo, da Trbovlje ni samo premogovništvo in pa dimniki, ampak da se da za svojo nova priložnost in jaz mislim, da se tudi volilci se morajo na volitvah nekako pogumno odločati, ne pa iz strahom, za eno lepšo in pa svetlo prihodnost.